Dober večer. Prav lepo se pozdravljam, posebno pa našega gosta, Matjaža Anžurja, ki bo predstavil svojo novo knjigo Zgodovina slovenske mitologije. Gospoda Anžurja smo že gostili pri nas ob izidu knjige Vojaška zgodovina bodočih Slovanov. To je bilo pred 6 leti. Mislim, da je leta 2006, šla tista knjiga, tako da je že takrat lahko spoznali njegovo delo. Kakor je zapisal v tem predgovoru, v tej novi knjigi, je napisal, da si takrat ni mislil, da bo zaradi vojaške zgodovine na koncu padel tako globoko v mitološko raziskovanje, da bo po 6 letih na to temo nastala kar cela knjiga. In da se je dolgo upiral tej tematiki tudi zato, ker ni ne teolog, ne etnolog. No, je pa zgodovinar po izobrazbi. Toda zgodovine ni hotel le poučevati, hotel je tudi živeti. In hotel je tudi svojo graščino in zdaj kot vitez volk Turjaški službuje kot kastelan na gradu Struga v bližini od Tolca. In tam vodi tudi projekt Živi muzej grad Struga. Tako da pozdravljam viteza volka Turjaškega in prosim, da nam kar predstavi svojo novo knjigo. Prosim. Ja, dober večer vsem skupaj. Sem vesel, ker v lepem številu ste se zbrali. To pomeni, da je tema mogoče celo zanimiva. Pa tudi tako lahko rečem, da ko se drugače pogovarjamo o teh stvarih, je v zadnjem času videti dosti velik interes med Slovenci za našo mitološko preteklost. Mene, kot je že gospa Martinčičeva rekla, je potegnil v to stvar in po enih 5 letih raziskovanja, tudi mnogih poti, lahko rečem, je potem nastala tale knjiga, ki se mi zdi, da bi bila lahko celo zanimiva za bralce. Naslov je Zgodovina slovenske mitologije. Poudarek je seveda na prvi besedi zgodovina. Kadar govorimo o zgodovini, govorimo o tem, da napišemo en redosled dogodkov, tako kot je pač v navadi v zgodovini. Začne se na začetku in konča se pač na koncu. Vmes so pa seveda zgodbe, tako kot že sama beseda pove. Ja, to je recimo način pisanja, kakršen je v praksi pri naših prednikih mogoče zadnjih 1000 let. Tako da že tukaj je prva razlika, ki jo lahko potegnete iz te moje knjige, ko jo preberete. Tam namreč ugotovite, da se je pri naših prednikih zgodovina smatrala drugače. Čisto enostavno se je smatrala kot ciklično ponavljanje in vse tisto, kar se je zgodilo, se bo potem še enkrat zgodilo in je bilo za njih tudi več ali manj brez smisla, da se zapisuje, ker se bo tako še enkrat zgodilo. Veste, da mi Slovani, tudi Slovenci seveda, mislim, da tukaj ne bomo v dileme padali, ali smo Slovani ali nismo Slovani. Naš jezik je vsem z besediščem tako zelo primerljiv z ostalimi slovanskimi jeziki, da bi težko rekli, da saj na 3/4 ali pa na polovico nismo tudi Slovani. Tako da, če se vrnem nazaj, pri Slovanih in pri njihovem svečeništvu je bila čisto siguren tudi prisotna, to, kar antični avtorji pravijo in kar zapišejo, prepoved pisanja, še posebej prepoved pisanja svetih tekstov. Tudi to je verjeten glavni razlog, da pisnih virov naš superetnost, če ga tako slovanski imenujemo, nima zapisanih podatkov in rekonstrukcije je potem treba delati na drugačen način. Na kakšen način bom pa jaz v tem predavanju današnjem skušal tudi malce pojasniti. Tukaj sem si še eno pomnik napisal, pa da vidim, če sem na začetku kaj preskočil. Ja, pod točko 2, kje, kdaj, še bolj pomembno, kdaj začeti pisati. Kot veste, če gremo čisto enostavno po šolsko,
se naša zgodovina začne z domnevno preselitvijo izza Karpatov. 6. stoletje, takrat se zapišejo pri antičnih avtorjih besede, kot je sklaveni, slaveni in tako naprej. Zdaj ne bom vsega navajal v različnih transkripcijah Grkov in Latincev. Skratka, in od takrat ne bi se potem tudi naša zgodovina začela. Prvi moment, ki sigurno obstaja in ki bi se ga mogli lotiti vsaj približno učeni zgodovinari, tako rečem, in bi ga mogli unesti na našo zgodovino, je prav gotovo, da bi povedali, kako so pa te Slovani živeli, to se pravi pred preselitvijo, in pa kako so živeli na tistih prostorih, na katerih ne bi živeli, če se pa že gremo zgodovino. Tako da, jaz sem že svojo prvo knjigo nekako zajadral v preteklost, globoko v preteklost, tudi tukaj se nisem izneveril, mogoče sem šel še globje v preteklost, tako da sem skušal priti na tisti sam začetek. Sam začetek je pa danes, vsaj pri vzhodnoevropskih avtorjih, ki se s to tematiko ukvarjajo, kar dosti dobro pokrit. Ne pravijo oni več, v 6. stoletju nas je Bog ustvaril, pa niti ne vemo, kater verjetno. Moramo pač prideti z nekaterimi stvarmi vsem na jasno, na čisto in od tam pač to zgodovino začeti pisati. Ja, če gremo in se vprašamo, kje ne bi to ljudstvo nastalo. To ljudstvo verjetno bi moglo nastati po mnogih, kako bi rekel, mitskih zapisih, pa potem tudi pri antičnih avtorjih, verjetno nekje na severu. Tako da za pradomovino danes, lahko da tudi to ni pravilno, ampak danes se v mitologiji pogovarjamo, ne bi bil ta prostor nekje na severu Ukrajine. Gor mogoče celo nad Kijevom nekje. Kaj se potem zgodi? Tukaj se razvije tripilska kultura, ne vem, če jo poznate, če jo ne poznate, mogoče si jo boste pa od zdaj naprej tudi malce pogledali. Podobna tripilski kulturi je pa kukutenska kultura v Romuniji, kateri od njih je starejša, niti nima smisla zdajle razglabljati. Dejstvo je, da ta stvar se zgodi v Ukrajini in verjetno, da tam okoli leta 2000 pred našim štetjem pride do poslabšanja vremenskih razmer. Mogoče se lahko pogovarjamo celo o kakšni majhni ledeni dobi, ki ne pomeni, da je led prekril širna prostranstva do Male Azije, ampak bolj v tem smislu, da so pomladi kasnile, da je sneg predolgo obležal v teh prostorih, da je mogoče toliko časa obležal na teh prostorih, da je čisto enostavno bila ogrožena setev in potem tudi žetev in to se pravi jesensko spravilo pridelkov kot takšnih. To je bil lahko vzrok, da so potem ti, jaz jih v knjigi imenujem kar boreani, zaradi tega, ker je ta termin še nespolitiziran in ga lahko uporabljamo brez, da bi nas kdo klical na kakšen zagovor. Te boreani se skratka preselijo potem verjetno južneje in mogoče lahko rečemo, da čisto enostavno pridejo do Panonske nižine in Panonska nižina od leta 2000. Ne bomo zdaj čistočni, recimo na 100 let me ne držati za besedo, lahko je bilo to tudi 1900, 1800 pred našim štetjem. Pradomovina tistega, kar mi danes imenujemo Slovani, ne bi bil panonski prostor. Ob vseh pritiskih, ki so jih potem v zgodovini doživljali in so jih doživljali, izhoda, juga in tako naprej, se potem verjetno oni tudi razširijo v hribovita področja na obronke Panonske nižine in pa seveda tudi se potem pomaknejo nazaj v svoje staro prebivališče v Ukrajino, kdaj pa poselijo Rusijo današnjo, je pa že novo vprašanje, ki ga danes niti ne bomo razdelali. In če ste zato, bom jaz zdaj tale računalnik sam malo prižgal, ker je mitologija tudi zanimiva, če je v slikah. In ruski avtori, še posebej slikari, so se potrudili in so naredili paleto lepih slik, s katerimi pač ponazarjajo, kako ne bi to življenje v tej deželi Boreanov izgledalo. In če bo kakšna zanimiva knjiga, jo bom tudi malce vmes pokomentiral.
Takole preklijska kultura je z tistim, kar je v arheologiji ostalo, bila kultura lesenih mest, gradišč tudi poimenovanih pri nas na Slovenskem, pa seveda tudi v vsem ostalim slovanskem svetu. Ali so bila to res tako velika mesta, kot so tukaj le prikazano, je novo vprašanje, ampak dejstvo je, da Beljavka recimo v Ukrajini, po tistem, kar so oni razkopali, se razprostira, mislim, da na 25 hektarih, na 25 hektarih se pa da potem približno že tudi zračunati, koliko ljudi tam živi. Leseno gradiščno mesto, ravno pa kot vidite, so umetniki že rekli, da so bile postavljene tudi sveta mesta, kjer so naši predniki potem vršili svoje bogoslužje, kakšno bomo pa še potem v nadaljevanju slišali. Zdaj tole kar premaknil. Še malce življenja v teh mestih. Meni se zdijo te slike fine, ker tudi mi imamo svoj spomin, tudi mi lahko to domišljijo prosto, tako kot zahodni naši sosedje, še posebej Angleži recimo, razvijamo. In ne zameram avtorjem, da so te stvari tudi malce pravlično narisali. Eden od važnih momentov, za katerega lahko rečemo, je, da je duhovnost naših prednikov bila že od samega začetka vezana na samo naravo. Kar je recimo pri nekaterih drugih narodih drugač, recimo če samo menim Žide tukaj, veste, da oni to zadevo duhovno zasnujejo na drugačnih temeljih. Tako da, če kdaj kdo vpraša, kako bi jih pa poimenovali z eno besedo jim rečemo lahko tudi naravoverci. Tukaj pa potem že zgodba, ki sem vam jo pripovedoval, zime so morda zamujale, zima je bila tista, ki je predolgo trajala in je bil čas, da začnejo svečeniki mogoče premišljati o tem, kako svoje ljudstvo rešiti, kaj z njimi narediti, da bo preživelo. So v tistem času še živeli mamuti, narisani so, če boste pogledali po zgodovini, ja, v tistem času so bili mamuti še prisotni in so bili tem ljudem še vidni. Mesto zapustijo, slikar ga je sicer takole v podobo, jaz bom pa na tem mestu sam še en moment poudaril. Eden od običajev teh ljudi Boreanov, kot sem jih imenoval, pa tudi drugi avtori, kot jih imenujejo, je bil običaj, da so po 60-70 letih do tal požgali svoja mesta in se preselili na drugo mesto. Tukaj pa že potem odidejo na jug, pridejo do nove domovine, nekje v Panoniji, srečajo v jezeru Zmaja. Zmaj je tudi zanimiv lik, od kdaj ga vlečemo, odkot ta spomin, da do danes obstaja in zakaj se je ohranil, pa mogoče potem na koncu kaj več o tem. Neko gradiščno mesto, tukaj je zdaj že v Panoniji, to tako rečem. Kot veste, te severnjaki odidejo tudi dlje na jug, vendar z svojo količino ne presežejo količino avtohtonega prebivalstva, staroselskega, tako da prva naselitev na grški prostor in druga dorska naselitev v grški prostor je bila naselitev severnjakov. Tako da, kdo so bili ti severnjaki, ponavadi ljudje zamolčijo. Mogoče bi bilo treba enkrat reči, kdo so bili. Tukaj sem pa zdaj že potem malce opisal, oziroma za sliko prikazal svetišča. Tole je mogoče ena zadeva, ki jo jaz v knjigi poimenujem cerkna. Veste, tudi krščanska stavba za bogoslužje je cerkev. Cerkev mogoče pa je bila pa poimenovanje na samem začetku, še posebej zaradi tega, ker imamo teh cerknic, cerknov in tako naprej kar nekaj in iz toponimov, je treba včasih tudi razbrati, zakaj se je šlo na teh mestih. Če me boste vprašali, na koncu bom tudi pripravljen še bolj podrobno to stvar razložiti.
Bili so tudi, to se pravi, sveta mesta, kjer se je žrtvovalo, so se verjetno imenovala Trebišča. Tudi tukaj imamo kar nekaj krajev, kot so Trebnje, Trebelno, Trebanski vrh in tako naprej. In pa še, sem jaz tukaj sem tole Trebnik imenoval, prej pa ne vem, kaj je bilo, ker je že nekaj časa, kar nisem tega delal. In potem, da zaključam, še svečenik, vidite, slika je izredno povezan z naravo, on je del nje, se utaplja v njej, bi celo lahko rekel, je ne razdvojen z njo in to je bilo tudi premišljevanje, religiozna osnova naših prednikov. Na tem so pač vse zasnovali. In pa moška in ženska polovica sta bila enakovredni, ni se delalo razlike, to vemo tudi potem še iz srednjega veka, se je dedovalo pri Slovanih tudi po ženski liniji in tudi pri svečenikih je bila ta zadeva takšna, potem za krščanstvom se pa stvar spremeni, pa kot veste, so samo moški tisti, ki imajo pravico do bogoslužja. Tako da, kar se slik tiče, so bile tele pravične, ki sem vam jih želel pokazati. V knjigi sta potem pa še dva sklopa slik in sicer eden sklop je namenjen vsega tistega, kar smo danes odkrili v Sloveniji in še vedno obstaja. Od zanimivih mest svetičnih so prav gotovo tičnice, ki jih raziskuje Leopold Cebar in jih imamo, on jih je zdaj odkril približno 130 v celi Sloveniji, ponavadi se nahajajo zraven gradišča. Zraven gradišča imamo tudi kojine, imamo tudi cerkve včasih, tako da če gremo samo po toponimih gledah, se nam nekako že lahko izoblikuje urbanistična slika gradiščnega mesta. Jaz v tej svoji knjigi te zadeve že malce nakazujem, mislim, da bo pa Leopold Cebar pa to zadevo, ko mu tudi cele knjiga izide, te stvari še lepš prikazal, kukar jaz. Tako da tole lahko ugastemo. Tamle luč nazaj pržgal mogoče. Stvari, ki v zgodovini kot takšni ne štimajo in se človek, ki malce razmišlja, lahko vanje obregne in si reče, aha, tole se mi pa če po zdravi kmečki pameti razmišljam, ne izide, je sigurno tudi jezik. Naš jezik, ne imenujemo se zastojn in brez smisla in brez veze Slovenci, to se pravi, če se tukaj sklicujem na naš narod, pa tudi na tiste Slovane, ki so naši predniki, je bil to poseben pomen, verjetno, da ga bom potem kasneje še razložil, zakaj se je šlo, ali pa skozi svojo pripoved boste videli, da so se naši predniki še kako zavedali svojega svetega jezika, ki je formiran prav na poseben način. Jaz v tej knjigi zapišem direktno, brez strahu, jezikoslovci verjetno, da me bodo enkrat na križ pribili, da je indoevropejščina kot takšna izmišljotina in da je to čisto enostavno političen konstrukt, zato da se zgodovina, ki je tudi tako potvorjena, lahko izide. Mnogi vzhodnjaki so se proučevanja jezika in jezika kot takšnega lotili na drugačen način. Naredili so določene osnove na povsem drugih temeljih, potem se bomo mogoče še malo o tem pogovarjali. Jaz bom dal pa zdaj samo enih par istočnic, takole za premišljevanje in mogoče boste potem lahko tudi kaj vprašali, kar se tega tiče na koncu. Prva stvar, ki je, ko se učiš latinščino in bereš mogoče tudi nekatere stvari iz latinščine, so besede, ki zvenijo izredno latinsko, pa se na koncu izkaže, če dobro pomisliš, da sploh latinske niso, ampak da so čisto enostavno preprosto slavizmi v latinščini. Tako da prva beseda, ki sem jaz tukaj zapisal, pa jih je izredno veliko, je sigurno tudi locus. Lokacija, pa mi je verjetno še bližje, to je določeno mesto, ki pač ne bi bilo tam in tam in, saj jaz tako pravim, izvira iz našega loka, iz naše loke. Vi pa veste, da imamo tudi mi kar nekaj lok in to pomeni tam, kjer reka dela jugo in to je bilo še posebno pomembno mesto za ustanovitev mesta,
Če boste pogledali, kje stoji naše Novo mesto, kje naša Ljubljana stoji, kje stoji Kočevje in tako naprej, vse te zadeve so na loku reke ali pa na stiščišču dveh rek, kjer se pač ena reka zliva v drugo. Tako da jaz pravim, da je lok kot takšen podlaga za latinsko besedo locus. Imamo pretorja, vojaški naziv, že na samem začetku, če boste kdaj prečitali v originalu, ali pa tudi imate mnoge prevode Livija, boste videli, da je bil pretor tisti, ki je stal na čelu vojne enote in je bil zadolžen za to, da je svoje vojake popeljal v boj. Pretorijanci so bili cesarska garda, ne? Pretorijanci so bili pa potem kasneje pa tako cesarska garda. Ampak med tem in tem je približno 800 let razlike. Jaz se bom zdaj pač na sam začetek povrnil, ko je bilo še pri vojakih vzor, da so se zgledovali po živalih in pretor kot takšen je predtur. To se pravi, to je tisti prednjak tur, ki je na začetku bojne vrste stal in po njem so se tudi poimenovali. Imamo še dva vojaška naziva, je to še Jartur in Bujtur. Če boste čitali še posebej vzhodne avtorje, boste videli, da se kar pogosto pojavljajo tudi ta dva vojaška naziva, ki sta bila prisotna za vojaške voditelje naših prednikov. Je medicina latinska ali je naša? Jaz vedno pravim, da je, če bi bilo po latinsko, bi mogla biti medicina, zaradi tega, ker so latinci rekli medu. Ker ji rečemo med, je to tako, kot pač mi te zadevi rečemo. In medicina mora biti, vsaj v tem zapisu, slavizem v latinščini. Kolosej, koledar, kolede, beseda kolo, nedvomno iz tega izhaja, vrteti se, vsako leto se vrti, težko, da bi iz vsebine te ven padel. Zopet, rota po latinsku je kolo. Kolo je slovanska beseda v latinščini. Bile so rimske svečenice vestalke, verjetno, da jih vsi poznate. Bomo še zgodbo povedal, in sicer je bilo takole. Pri Rimljanih je bila stvar takšna, da je bil vestalkin tempelj v Rimu. Ko so deklice dosegle 7 let starosti, so jih ponavadi takole že malce pogledali in odbrali tiste, ki so bile, ali pa se jim je zdelo, da bi bile primerne, da bi služile potem v vestalkinem templju. Njihova dolžnost je bila, ko so enkrat jih namenili za to službo, da so naslednjih 30 let služile v templju. Po 30 letih so se pa lahko potem, kot že recimo, če zračunamo 37-letne, pa tudi poročile. V vseh teh 30 letih se niso smele spečati z nobenim moškim. Če so se za kakšnim moškim spečale, je to pomenilo, da so jih žive zarazidali, moškega pa na licu mesta ubili. Tako da, beseda vestalka je beseda za tisto dekle, ki se zaobljubi bogini vesti, dobi za to dar jasnovidnosti in potem tudi služi v tem templju, služi celi skupnosti, v kateri pa živi, za napovedovanjem prihodnosti oziroma z vestmi, ki jih one vsak dan posredujejo prebivalstvu, v okolju, v katerega pač živijo. Ja, vse tiste, ki pač niso bile namenjene za vestalke, so bile pa pač neveste. Beseda nevesta namreč izhaja iz tega in znova bom rekel, da zelo težko verjamem, še posebej zaradi tega, ker ni ga slovanskega naroda, ki ne bi imel besede oziroma termina nevesta za dekle, ki se bo poročilo, ali pa če tako premišljujemo, ali smo mogli čakati do stika z Rimljani do 6. stoletja, da smo se spomnili ime za dekle, ki se bo poročilo in smo jo potem poimenovali nevesta, pa še en moment vam bom povedal, 300 let je bilo že krščanstvo v Rimskem imperiju takrat. Tako da je bila vestalka kot takšna 300 let že prepovedana uradno. Kot pravim, stvari, če jih boste natančno pogledali, ne štimajo. Ja, imam tukaj še recimo beseda degradacija, agnis, oratio, kar je oranje, arbo, kar je bor, ocelus, oči. In če boste kdaj latinščino natančno pregledovali, boste videli, da mogoče je celo 1/3 izrazov v latinščini slavizmu. Pa če gremo zdaj na drug konc sveta, kjer lahko tudi marsikaj ugotovimo. To je eno vprašanje.
Ja. Matjaša, se ti ne zdi, da je možno, da je to v latinščino prišlo preko stikov starih latincev z etruščani, ki so bili kot zdaj zadnje, ali pa že neko recentne, že tudi kar več desetletij potekajoče raziskave kažejo, ki so bili slovanskega porekla, protoslovanskega porekla. Manj verjetno, kukor da pač so bili tisti severnjaki, ki so nekako stalno zalivali Apeninski polotok. Jaz mislim, da je za etruščani zgodba takšna, da oni živijo v Mali Aziji, kjer je bil tudi priliv severnjakov, to vemo, Hetiti brez vsakega dvoma bi jaz si upal trditi in tako naprej. In da že v Mali Aziji pride do mešanja, to se pravi, jaz bom zdaj kar direkt rekel, slovanskega prebivalstva za staroselci, na ta način ratajo etruščani in te staroselci iz Male Aziji se potem na Apeninski polotok preselja. Ja, bili so dosti visoko razviti in Apeninskemu polotoku in Rimskemu imperiju so mrske zapustili. Ampak dostkrat se recimo motimo pri nas, ko pa etruščanščino, pa tudi veneščino raziskujemo, skušamo na nek način to speljati na naš mlin, kar je prav in edino pravilno in tako naprej. Ampak ne smemo pozabiti. Kar nekaj besed je, ki so bile zapisane pri antičnih avtorjih bilingvistično. To se pravi, mi vsaj za približno 250 besed vemo, kaj so v etruščanščini ali pa veneščini pomenile. In začeti je treba pač iz tega. In če boste teh 250 bilingvističnih pogledali, boste videli, da tako zelo velika razlika, oziroma obstaja velika razlika med slovanskimi jeziki in pa med etruščanščino. Tako da, to je samo en namig, ki ga pač dajem tudi danes. Zdaj pa, kot sem že rekel prej, grem še na drug konc sveta, pa bom prečital tukajle priimke, za katere mnogi mislijo, da so izredno slovenski, pa se potem na koncu izkaže, da to niso. Če recimo rečem Cankar, pa če rečem Slokar, pa Jakša, pa Arhar, pa Švara, pa Kotar, pa Kolar in tako naprej, celo naše zveni, ampak vam moram reči, da če boste šli v Indijo, boste tam tudi naleteli na povsem enake priimke. In celo to vam bodo povedali, kaj pomeni. Cankar pomeni dobrohotni, dobrotljivi. Ja, vse, če ga pogledate, ne, Cankarja v njegovi podobi ima malce takšno iransko faco, bom rekel. Ja. Kdo je Slokar? Slokar je tisti, ki dela slog, to je tisti, ki piše pesmi. Se da tudi iz našega jezika to zaključati. Jakša je hudobni duh, tisti, ki malce nagaja v mitologiji indijski. Arhar, boste lahko vsi ugotovili, ker je tudi danes znamenit Arhar, France Arhar, zakladničar namreč pomeni v sanskritu. Ja. Švara tale trenutek, evo se ne spomnim, čeprav sem ga napisal. Kotar, gorski kotar, če ste se kdaj vprašali, kaj pomeni gorski kotar pomeni gorski gost v drugi besedi v sanskritu. Kolar pa tako in tako, veste, da je tisti, ki dela kolesa, tako pri nas kot v Indiji. Kumar tudi, ja. Kumar je pa svečenik, ki je v bistvu na začetku pri obredu. Ja, evo, vse jih je še, ne, nisem čisto vseh tukaj se zdaj spomnil. Jaz sem to sem malce izpisal zdaj pred tem predavanjem. Ja, to se pravi. To so tisti ostanki, ki so do današnjega dneva v našem narodu prisotni in zaradi tega in zaradi vsega besedišča v sanskrtu, ki sem ga jaz že v prvi svoji knjigi navedel, tukaj sem pa potem še malce te zadeve razširil, sem si jaz dovolil in imam pravico, saj tako jaz pravim, se sklicvati, da lahko mi iz sanskrta in iz vedizma kot takšnega tudi vlečemo ostanke naše mitologije. Mrskej se da še posebej v Rikvedi. Rikveda je zopet zanimiva beseda. Če jo prevedemo, samo rečemo Rekveda, to se pravi, to je veda rekov, že spet ni treba veliko obračati. Rikveda je tista, ki nam o naših prednikih tudi zelo veliko pove. Ja, lotil sem se seveda bogov v Rikvedi. Kot veste, jih je vse skupaj 33. Nekateri so takšni, ki so jih arici, kot so sami sebe poimenovali,
Kdo so bili pa Arici? Ori je tisti, ki orje zemljo. Saj tako razlagajo to besedo in mislim, da imajo kar prav, kar se tega tiče, ker imamo tudi areal, aro, kot zemljo, ki jo zastaviš za to in tako naprej. Skratka, je dosti dobra vsebinska podlaga, da se pač na to zadevo sklicujemo. Kukorkoli že, te Arici odidejo v Indijo, prinesejo nekatere bogove za seboj, tam se srečajo z bogovi, ki tam obstojajo, in iz vsega tega, vsaj v tisočletnem procesu, potem nastane nekaj, kar danes imenujemo vedizem. In v tem vedizmu poznamo bogove, ki so nam vsaj na uho, ali pa tudi z imenom in tako naprej, še danes izredno blizu. Če gremo z Djavs Pitarjem, to je seveda Bog oče, če ga prevedemo, Djavs je dan, če ga potem prevedemo popolnoma v slovenski jezik. Potem je njegova žena Prithivi, ki jo zopet lahko prevedemo v praktivo in se sliši, da je stvar verjetno mogoče nastala na enak način. Aditi, za katero se sumi, da je naša boginja Lada. Indra se saj v češčini še danes pojavlja kot ime Indra. Vrtra je tisti, ki vrti, se tudi sliši. Sušna je suša, dobesedno, tako v Rigvedi nastopa in je velik sovražnik teh Aricov. Ta suša je kriva, da jim zbežijo črede goveje živine in jih potem najdejo v neki vali, to se pravi v skali skrite in tako naprej. Anša oziroma Anža je bog, na katerega mogoče jaz takole celo malce posumem, včasih pa rečem, verjetno, da je to tudi izvir za moj priimek. Pišem se Anžur, Anže, veste, da je tudi slovensko ime. Je pa pač to neka oblika imena, ki pač je v osnovi Janus, etruščanski bog, pa potem naš Janez, pa potem mogoče še malce kasneje. Varuna oziroma Varun je tisti, ki pač vodo spravlja iz podzemlja na površje, oziroma je vir, je var, se zopet sliši to. Mitra bi po naše rekli mir, ker mi in Iranci izgovarjamo bogam Mitro kot mir, Grki, Rimljani in pa Indici pa tega boga imenujejo Mitra. Vsi bogovi, oziroma vsa imena naša, za katere se absolutno vsi strinjajo, da so pa verjetno slovanska, kot so Kazimir, Kajtimir, Tihomir in tako naprej, nosijo v obrazilu, v končnicu, ravno ime tega boga, to se pravi boga Mitra, oziroma Mira, kot ga mi izgovarjamo. Če veste, pred kakšnimi 3 leti je bil kandidat za predsednika Irana tudi Mir, ne vem, Pahlavi, nek Mir je bil in tako naprej. Savitar, tisti, ki prinaša jutranjo svetlobo in ga po naše, kar rečemo, je Svitar. Surja, sonce, Višnu in vse višnji bog kot takšen je do današnjega dneva obstal v našem jeziku. Tvaštar je tesar, takšna je njegova funkcionalnost. Jama je bog podzemlja, smrti in tako naprej. In še danes rečejo, da gremo v jamo, da bomo šli tja dol in tako naprej. Ne? Agni je zopet ogenj. Soma je, saj jaz tako pravim, ime in podlaga za ime našega kralja Sama. Zakaj to je dolga zgodba za eno celo predavanje, verjente mi danes na besedo. In pa seveda še na koncu Paga, oziroma Bhaga, ki je podlaga za našega boga, ki je danes kapitalno ime za tisto največje, kar bi nam v duhovnem smislu ne pomenilo. Tako da, če takole po tem jezikovnem smislu te zadeve rešetamo, se lahko sklicujemo, to se pravi tudi na indijski prostor in lahko iz Rigvede zaključujemo nekatere stvari o duhovnem premišljevanju naših prednikov. Pod točko 4 sem si jaz tukaj zapisal, da bom govoril malce o strukturi jezika. Kot veste, jezikoslovci danes so vse stvari zasnovali na rekonstrukciji indoevropejščine. Če boste zelo natančno zadevo preučili, boste videli, da je stvar speljana tako, da je v skladu z Svetim pismom. Na koncu koncev smo vsi govorili tako, kot sta na začetku govorila Adam in Eva. Ja. Takšna je na koncu resnica, če pa to je čisto res tako, pa
bi jaz malce posumil, še posebej zaradi tega, če pogledate, kako Kitajci govorijo, ne, pri njih se je verjetno struktura jezika formirala povsem drugače, kot pri nas. Za slovanske jezike lahko rečemo, da verjetno je bil začetek čisto enostavno posnemovalo. To, kar so v naravi slišali od zvokov, so potem nekako skušali tudi z svojimi govornimi organi reproducirati in iz tega narediti besedo kot takšno. Tako da jaz sem nekatere napisal, kot je tretji, se sliši in tako naprej, vukati ali ukati, kar veste, da se počne saj v gorah, če ne drugače. Od tod tudi ime volk, vuk je tisti, ki vuka, uka, ki pije v luno in tudi vol je tisti, verjetno, ko mu odrežejo tisto, kar mu pač odrežejo, je verjetno kar dosti za ukov, ko se je pač to zgodi. Ja, kako se potem formirajo besede za živali? Medved je tisti, ki ve, ki je med. Mačka je tista, ki se rada mečka. To je bila logika za naše prednike in na ta način so oni besede formirali. Krokar je bil tisti, ki je sam od sebe spuščal ta glas, mogoče, ker smo zdaj glih pri krokarju. Tudi mi smo iz njegovega početja dobili en glagol, ki se imenuje krasti. Vse veste, on je navaden, da kakšen zrd prstan kdaj ukrade in iz njegovega poimenovanja se je potem razvil verjetno tudi ta glagol. Če me boste vprašali, kdaj, je vprašanje. Zaradi tega, ker so naši predniki živeli v skupnosti, ki sem jo prej kazal na teh slikah, še brez slabih čustv in brez slabih vrednot. To mnogo podatkov kaže na to. Med drugim tudi antični avtorji v zapisani besedi opisujejo to deželo hiperborejcev, kjer je prekrasno. Ljudje ne poznajo slabih čustv, imajo se prekrasno, pojejo, plešejo, se veselijo. In ta opis, ki sem vam ga jaz zdaj dal, je tudi zelo podoben naveden v Prokopiju. Tam v tistih dveh poglavjih, ki sta zapisana v Slovanih, Prokopij piše na podoben način o Slovanih. Ja, to pomeni, da je glagol krasti se dosti pozem verjetno pripravil v besednjak naših prednikov. Teh besed je kar še nekaj in je zelo zanimivo včasih slediti zgodovini same besede, kako je nastajala. Jaz tam na gradu Strugi, kjer sem v službi, kažem meče, ne, tudi vprašam, a veste, odkot je nazvanje meča kot takšnega. Odkot je meč kot takšen dobil svoje ime? Ja, mnogi ne vejo, potem jih vprašam, kaj ima to povezave za mačko. Mačka je tista, ki se rada mečka in tudi meč se je na samem začetku mečkov. Odstot namreč je prišlo ime. To je bil postopek, ki je bil zelo dolgotrajen na samem začetku oblikovanja meča in sicer se je razživelo železo, potem se ga je pa začelo mečkati. V tem mečkanju se je železo naogličilo, ko se je naogličilo, je pa potem lahko iz njega ratalo jeklo. Vse veste, jeklo pa mora biti, da je lahko dosti gibko in pa tudi dosti trdo, da potem mlateš z njim po nasprotniku. Ja, to se pravi, imamo mečkanje mogoče na samem začetku, imamo potem meč in potem verjetno tudi meča kot nogo, ob katerih je meč kot takšen visel. To verjetno je vrstni red, kako so se besede oblikovale. Ja, jaz imam tukaj napisan še nekaj besed. In sicer, vajši so tretja kasta pri Indicih. Do današnjega dneva in tudi včasih so bili. Naša družba kot takšna je bila razdeljena na 4 stanove, tudi naša slovenska. Šele potem v stiku z drugimi kulturami se ta stvar spremeni in jaz dostikrat rečem, da nismo mi socializma tako sprejeli, ker pač bi bili navdušeni naenkrat zaradi tega. Jaz pravim, da obstaja genski spomin in da ta enakost, ki je bila pri našem narodu v tistih davnih časih prisotna, je do današnjega dneva prisotna. Tudi danes, če pogledate, jaz dostikrat pravim, vsi pluvamo čez tajkune in prav je, da verjetno, da pluvamo, ker je etična norma to, pa moralna norma, ampak če imajo Angleži svoje bogataše, potem mogoče bi jih imeli tudi mi. Se odločimo. In lahko vam rečem, da so angleški enaki, če ne so večji lopovi, kot so naši. Ne, oni so celo morilci, pa še kaj drugega. Tako pač je. Pejmo potem z vajši naprej. Dobesedno vajši je prevedemo z vaščani. Vaščan ima vas, je to vse.
je to vselena, je to vesolje, je to veselje, je veseljak, je to vestalka, je to vest. Skratka, verjetno, da je to vse iz enega in istega korena in iz nekega globokega duhovnega premišljevanja naših prednikov. In jaz sem teh besed tukaj le sam tokle zbral, ampak verjetno, da bi bilo potrebno narediti cel spisek besed, ki pač so ves ali vas in pa pač z vsemi sufiksi na konc, in ko jih vse zbereš, saj jaz sem tako dostkrat delal, potem prideš nekako do smisla tistega, kako so pač naši predniki določene stvari poimenovali. Vesolje in veselje tako zelo blizu stvari stojite in verjetno, da mogoče tam gor, kjer so tudi nebesa, a ne? Nebesa so tam, kjer ni besov namreč, tam verjetno se dogaja veselje samo po sebi. Stara slovenska beseda je za vesolje itak vse mir. Pa vse mir, ja, tudi to. Jaz bom še z eno besedo tukaj le pač namignil in sicer sem spisal našega Boga vrhovnega, saj v določenem obdobju. Je to svarok, predstavlja sonce seveda, svarga kot takšna. V dvojini imamo mi sva, mi dva sva seveda, imamo tudi svar, zvar kot takšen, dva, ko se skupaj vzameta, naredita zvar, se spojita, sta novo, po premišljevanju naših prednikov in imata seveda potem tudi svadbo. Veste, kaj svadba pomeni kot takšna? To dostakrat vprašam. Svadba je prva skupna prespana noč, to se pravi prvi telesni spolni stik, da tako rečem, mladih dveh. Takrat postaneta eno po premišljenju. Imamo potem tudi svastiko in verjetno, da bi tega besedišča še kar nekaj izbral. Že spet, če bomo vse to zbrali, bomo prišli do osnove premišljevanja naših prednikov. Pod točko 5 sem napisal Svarogova koleda. Od tistih borejanskih časov se zdaj počas premikamo, kot vidite, pa že v ta predkrščanski čas, v čas pred sprejemanjem krščanstva, kjer pa verjetno pridemo potem že do tistih bogov, ki jih recimo še danes poznamo, kot je Svarog, Svarun iz knjige Pod svobodnim soncem, kot ga je pisatelj poimenoval, pa potem verjetno tudi Vesna, Živa, kaj je s tem in tako naprej. Jaz jih bom zdaj v tem krogu namreč nekaj še navedel, zaradi tega, ker bom v tem krogu tudi približno nakazal, na kakšen način so naši predniki razumeli ta svet, na kakšen duhovni način so se lotevali premišljevanja v vsakdanjem življenju. Ja, kje začeti v Svarogovem letu? To spomladi, jeseni, pozimi in tako naprej. Absolutno pa lahko rečemo, da če je bil borejanski čas, ker je bil gromovržec, Indra kot takšen glavni bog, nekateri bodo rekli Perun. Tudi Perun smatramo za našega boga, ampak jaz sem v knjigi zapisal, da je to baltski bog. Naš bog, slovanski ekvivalent je po vsej verjetnosti Ilija. Danes imamo ime Aljaš iz tega boga izpeljali. Veliko momentov kaže, da je ta zadeva takšna, vendar v mešanju, ki smo jih mi Slovani delali z baltskimi narodi, pa to ne recimo v 4. pa v 3. stoletju našega štetja, ampak se pogovarjamo v času 500 pred našim štetjem, takrat se mi namreč z njimi že začnemo mešati, takrat verjetno mogoče pride tudi Perun kot takšen v slovansko mitologijo. Kukarkoli že, se vračam nazaj na koledo oziroma na ta letni krog. Jaz bom začel z Božičem Svarožičem. Kot veste, Božič kot takšen ostane do današnjega dne tudi v krščanstvu. Svarožiča kot takšnega pa spustijo. Celo bom rekel, da so se kar dosti trudili, da so ga prekrili za določenimi drugačnimi zapisi, pojmovanji in tako naprej. 21. december se to zgodi, po koledarju, po tistem, kar se da v naravi opaziti in se v cerkvi tudi da z Bogom, ki stoji na sredini, ki meri čas na koncev tudi dosti natančno določiti. Kako se te zadeve dogajajo, lahko na gradu Strugi pokažem, ker sem to zadevo sam tudi rekonstruiral. 21. decembra in potem imamo, kot veste, 3 dni, ko sonce stoji. Iz 24. na 25. se prvič podaljša noč in takrat potem tudi praznujemo vstajenje mladega sonca, Svarožiča.
Tako? Skrajša noč. Skrajša noč, tako, ja, pardon, se zmotil, ja, skrajša noč, ja, kar popravite me, kadar se takole zagovorim, pa napačno rečem. Se skrajša noč. Tako da, ali se je Kristus kot takšen res rodil na ta dan, ali je to samo prilagoditev praznika, ki je bil izredno pomemben za naše prednike, vam prepuščam v vašo lastno presojo. Rimljani so imeli pa Sol Invictus. Ja, tako ne, ja. Pa seveda tudi v mitraizmu, ne. Zdaj, jaz vam nekaterih stvari sploh tukaj na tem predavanju ne bom govoril. O mitraizmu je en cel poglavje, Mitra je tudi sončni bog in mitraizem kot takšen je izredno pomemben zaradi tega, ker je krščanstvo še posebej iz mitraizma izredno veliko stvari prevzela. Če gremo mi potem po sončnem letu naprej, pridemo do pomladi, ki je prav zdaj, prav tale trenutek, danes ne vem, katerega smo, ampak na Strugi bomo v soboto že praznovali Jarnika, Jarilo, Zelenega Jurja. Skratka, že spet vsa tista imena, ki se začnejo na Jar, Jer, Jur in tako naprej, so povezane z tem in čisto enostavno v našem starem jeziku pomenijo mlad. Mlad, čiv, močan, čvrst, pripravljen na skok, tudi bojni naskok in v tem bojnem naskoku zavpiješ juriš. Juriš pa ne pomeni nič drugega kot pozivanje starega Boga na pomoč za končno zmago. Tako da tisti, ki imate... z jarcem, ki je prvi znak v bistvu po starem koledarju. Tudi, aha. No, to pa niti ne. No, sej, če boste gledali te sklope, boste videli, da se tako prekrasno te zadeve prepletejo, ne, da tukaj potem na koncu sploh ni več dvomov, zakaj se gre v tej zgodbi. Pozdrav Osti Jari. Osti Jari, ja, tudi pač tisto ostani mlad, ne, kot pravijo. Ja. Tudi jarčke, jarožito seveda in vse tisto, kar imamo povezano in priimke jarce, tako da jar kot takšen je. Ja, potem pa gremo mi naprej na poletni sončni obrat. Poletni sončni obrat, kot veste, se imenuje Kresnik. Pod tem imenom tega Boga še največkrat poznamo. Vendar, če damo Svarogu, oziroma, če pomislimo na mesec, ki se pač, v katerem se praznuje ta praznik, ta mesec se imenuje Rožnik. Tudi moja mama se je pisala Rožnik in me je dosti časa begal. Zakaj? Je samo en mesec našega starega poimenovanja, to se pravi staroslovenskih poimenovanj, da ima latinsko transkripcijo. Ker roža je latinska zadeva. Če bi bila, po naše bi bila cvetlica in mesec bi se mogel po pravilu imenovati cvetličnik. Rožnik kot takšen je že ena mešanca, ki se je lahko zgodila, ampak jaz v njo sumim. Nartnik, mislim, da je to zadevo, Vlado Nartnik, ko ga verjetno poznate, je profesor na Mariborski univerzi, slavist in tako naprej, je to zadevo lepo dešifreral, spredaj pred rožnik je dal sva in je pač ratov svarožnik. Mesec bi se je mogel imenovati svarožnik, kar tudi je, in zaradi tega se tudi na našem rožniku, ki je svarožnik, hribgor, kres, ki je pač posvečen ravno temu Bogu, večji, ko je kres, bolj je Bog kot takšen spoštovan. Tako da od jutri naprej hodite na svarožnika, ne reč na rožnik. Potem pa pejmo mi po letu naprej. Niso naši predniki se držali čisto točno, to se pravi sončnih obratov. Ne? Tudi pri Zelenem Juriju, kot veste, je šele koncu aprila kot takšnega se praznik praznuje. Je zadeva koledarska, tudi dosti dobro že raziskana in je še kup umestnih praznikov in tako naprej, tako da ne držati zdaj za besedo, pa da vam jaz generalijo govorim za vse. Ne, jaz sem samo eno zgodbo zanimivo pripovedujem zdajle v tem trenutku. Tako pač tudi jeseni pravim, da tam okoli 20. avgusta, ponavadi v naših krajih, če je vse normalno, pa če noč ne šprica gor po nebu, pade velik dež, ki ohladi ozračje do te mere, da so naši predniki rekli, da je poletje konc. Skratka, da se je v tistem času prvič pojavila Mara Morana. Tako so naši imenovali. Lahko je pa tudi Marija, Marijana, oziroma že spet v sklop teh imen, ki imajo v korenu Mar, Mur in tako naprej. Tudi naše reke, vse Mure in tako naprej so povezane z tem. Ja, 20. kot smo rekli, in potem je jesenski sončni obrat na 21. septembra, če se namotam, ko se pač to boginjo praznuje. Kot veste, naši predniki so
verjeli, da se naše prerajanje dogaja preko vode. Voda je bila tista, ki je bila substanca, iz katere smo mi zgrajeni, dejansko res smo 75% sestavljeni iz nje, in v njo ne bi se nazaj tudi vrnili. Jaz večkrat parafraziram, vse veste, prah si bil in v prah se povrneš, ne, slabo. Ja, voda si bil in v vodo se povrneš. Sežig je tisti, ki za naše prednike pomeni končno slovo in na ta način tudi naše telo najhitreje preide v vodno prostranstvo in se potem znova kot paladina vrne na zemljo in se kot voda seveda rodi znova v nekem drugem telesu. Ni nujno, da je to ravno človek, lahko je žival, lahko je tudi pač kamen, karkoli pač na tem svetu je. In to je tudi premišljevanje, ki je bilo od naših prednikov. Bog je vse, kar nas obdaja. Mi smo delček Boga. To se pravi. S krščanstvom, kot veste, se stvar spremeni. Je Bog počlovečen, je tam gor, on se zna pogovarjati, še več. On je tudi hud, je jezen, predpisuje 10 božjih zapovedi, tako in tako pač mora biti, če ne boste pridni, vas bom kaznoval in tako naprej. V premišljevanju naših prednikov te filozofije ni bilo. Je bila to povsem tuja zadeva in naši predniki so se mogli kar dosti potruditi, da so zamenjali bazo filozofskega duhovnega premišljevanja. Že spet beseda, vesti se povesti, ste ga premišljevali. V teh dveh besedah se lahko zajame vse tisto, kar je bila podlaga prebivanja naših prednikov. Pod točko 6 sem napisal imena med publiko. Včasih se takole malce pogovarjamo, če ima kdo željo za kakšno ime, mu ga z veseljem razložim na podlagi svojih raziskovanj. Ta imena so včasih, saj tako kot se razlagajo, vse začne z Svetim pismom in so imena kot takšna, če samo pogledamo vse evangeliste, ne, ki so pač evangelije spisali, niti eden med njimi nima hebrejskega imena. Vsi so indoevropskega izvora. Janez, Luka, Matej, četrtega pa nekaj ne vem pa trenutek. Marko tako, no, ja. Je lahko to hebrejsko? Ja. Zanimivi so bili ti ljudje, ki so pisali, a ne? Ja, tako da evo, to je še eno od teh zadev. Je kakšna želja? Je? Dajmo, Ano. Kako? Ano v smislu matriarhata. Ana. Ana. Za Ano vam ne bom mogel povedati, eto, no. Kako? Ana ljudi Velkior. Izhaja iz imena Hanah, ne? Hanah, neverjetno, ja. Ni nosljiva tema. Aha. Je to hebrejsko ime, ne? Tukaj sem malce bolj šibek, ne? Ampak recimo takole, kadar se pogovarjamo, pa vsem potem navedem in tudi pravim, da je mogoče včasih treba biti pozoren na imena, ki jih daješ svojim otrokom. Sam tole bom dokončal stavek, ne? Ker recimo prekrasno ime Klavdija pomeni šepava, ne? Ali pa Urban pomeni meščan, ali pa Gregor pomeni v grščini kmet. In tako naprej. Skratka, no, bodite pač previdni. Pri imenih teh 4 piscev evangelijev, ja. Seveda bi mi morali vedeti, ne, kako so se te ljudje v izvorniku, se pravi v hebrejščini oziroma v aramejščini, ne, imenovali, ker to so potem že indoevropeizirane imena, kot jih mi poznamo. Velja, ampak... Se pravi helenizirana ali morda celo latinizirana. To bi bilo pač treba, to je dejstvo, ja. Mogoče je treba pogledati. Naslednjič, Marko, mi boš povedal. Ja, rečne. Erazem. Ne, tudi to ne bom vedel. Ne, tega imena ne bom vedel. Ja. Kaj pa Tina? Ko imamo Tino Maze. Tino. Ja, Tina je pa... Ja. Pa se, s Tino se vračamo pa Petruščanom, ne? Tin pomeni poetruščansko Bog. To je že eden od tistih bilingvističnih besed. Ja, vemo, da je bil Tin kot takšen. Tina je Boža po naše, evo, čisto enostavno. Da je sreča, da lahko rečete tudi Boža, ne? Ja. V Denca je to. Kako? V Valence prihajam.
Valentina. Ne, vse teh besed imamo kupa, ne, vse veste, imate Valentin, imate Martin, skratka v Brazilu, ker to so tako imenovana dvozložna imena, ne. Ja. Valentin ima ključev korenin. Ja. Veste pa, kaj pomeni Valentin, ne? Je silni, mogočni bog, dobesedno, ker Valens je silen, močan v latinščini, ne. Kaj pa Katarina? Katarina je pa pripadnica Katarjev. Tisto je verska ločina v Franciji, in to veste, da so jih potem v eni florijanski noči so jih vse poklali. Ne, že v 13. stoletju. Ja, no, pravijo, da so oni sami sebe poimenovali Katari čisti, v njihovem duhovnem premišljevanju. Ja. Možno, ja. No, spet ne boste imel težav. Miran, res je. Smo se že prej pogovarjali, to je ena od oblik boga Mitre. Ja. Kaj to Barbara pa Mateja, da vidite za svoje hčerke? Barbara je tista, ki brblja, ne? Je res takšna? Ja. To je dost... A veste, imena so bile zelo zanimiva. Latinci so izredno radi dajali imena kar primus, ne, primoš, ne, pa sekundus, to se pravi, kar kater po številu se je rodil, tako je pač tudi ime pol dolgo, pa tudi dekleta so bile na ta način poimenovane. Pa to, recimo, ni značilno samo za Rimljane, tudi pri Hebrejcih imamo to. Jožef, ne, ki je meni se zdi ravno danes, ne, to pomeni v hebrejščini peti. Ne. Ja. Jožef izhaja iz Iosef, jaz vrečam. To je pač za tiste, ki pač na drugačen... Kako? Kako? Pa Sakaro, ostalo zadevo vedno. No, sej prav, ne. Na boginjo Tino ali pa Tiamat. Ja, zdaj, mi se to lahko zapletemo v dolgo debato. Tisti, ki pač izhajajo iz strogega hebrejskega jezika, bodo pač rekli, da pač je Jožef, to se pravi, strogo iz hebrejščine ven, peti. Tako pač je. Če bomo pa šli raziskovati, kako pač so oni v suženstvu bili v Egiptu, pa da so se tam tega imena nalezali in tako naprej, pa lahko potem pridemo tudi do takšne zgodbe. Ampak jo pustimo danes. Ali še kakšno ime? Maja? Maja je rimska boginja pomladi setve in vseh ostalih zadev. Tudi mesec maj seveda... Iluzija v sanskrtu. Kako? Iluzija v sanskrtu. V sanskrtu pa iluzija, ja. Ampak vse mislim, da imajo tisti, ki dajo tako ime, bodo v izhodišču se naslanjali na boginjo, rimsko boginjo Maja. Ne? Kako Andreja? Andreja iz grščine hrabra. Ja. Aleksandr dobesedno hrabri branitelj. Ne? Kaj vam beseda Sokol? Kaj? Sokol. Sokol? Ja. Kako? A mi vi na listu berete? Pod točko 7, ne, o Sokolu. Zakaj ste tega Sokola zdaj potegnil? 150 let. A ja, Andrej. Ja, za koncem vam jaz prihranil zgodbo o Sokolu. Marko? Kaj? Marko? Jaz mislim, da pač to je od boga Marsa, ne? Ali pa Mare, morjeplovec. No, pa to je pa že potem to se pravi v razvoju besedišča kot takšnega. Ne? Ja. Jaz mislim, da Mar kot takšen je osnovno poimenovanje Mare morje. Ne? Voda, to se pravi vodno prostranstvo, ki so ga vsi videli. To mislim, da je osnova. Tisti, ki je pač plul potem, je pa potem tudi Marko Rato. Ja, lahko. Kaj pa Alenka? Alenka? Alenka Helena, ne? Po naše. Zlatka vas bomo zdaj naprej kar imenovali. Kar zlat. Ja. Kaj pa Jernej pa Peter? Jernej je v tistem sklopu, ki smo ga že prej, pomladni, močan, to se pravi, je pomladne, je Jarnej, ne? Jari, ne? Pa kaj ste še rekli? Peter, Skala. Pa Peter. Če boste hebrejsko izhodišče, Kefa. bodo pač vam rekli takole. Zame pa jaz zmeram rečem, kaj imate Peter in Petelin skupnega. Zopet pet je, pa peta recimo naša. Jaz pravim, da je izhodišče že spet iz sanskrta takšno, da je bil Peter tisti, ki je hodil, tisti, ki je pač potoval in kot veste, je prišel iz dežele, to se pravi hebrejske v Rim, je bil romar kot takšen in zaradi tega je potem tudi Petar dobil ime.
Petelin je pa ptica, ki ne leta, ampak hodi, ne, peta, ne. Kaj pa Anton, recimo? Jaz pravim, da je to pripadnik plemena Antov. Tako kot je Sabina pripadnica plemena Sabincev in tega imamo France, pripadnik plemena Frankov in tega imamo kar nekaj, recimo, ne. Kaj pa Zala? Zala pa je, to je pa slovansko ime, ker ni treba. To je tista, ki je Zala, ne. Ni grda. Kaj? Katja? Katarina to, ne? No, iz tega se skrajša. Ne vem, če to ravno pomeni pripadnica Katarov. Ker Katari so bili langedoška veja, varianta Bogomilo, to se je pojavilo še tam v 11. stoletju. Ampak ko so šli v druge kraje, ne, so jih mnogi poimenovali tako, ne? Ti si pa Katar. Vse to imamo še... To imamo še danes večkrat priliko, vse veste, da koga poimenuješ od tam, kjer je prišel, ne? Zakaj imamo toliko Dolencev, pa zakaj imamo to Gorenskov v priimkih in tako naprej. To je verjetno eno najbolj ustaljenih oblik poimenovanj ljudi. Pred 11. stoletjem pa ni tega imena. Kako? Pred 11. stoletjem. Katerega? Katarine. To se meni čudno zdi. Katarina Sinajska, na primer. To vredno pomeni čista, ne? Ja, to bi bilo treba pogledati, od katerega časa naprej, recimo, se Katarine kot takšne pojavljajo. Ne vem, jaz moram reči, da nisem šel pogledati, kdaj pa prva Katarina v zgodovini nastopi. Ker Katarov pred koncem 11. stoletja ni bilo. Ja, ime pa se je pojavilo že prej? Ime se je pa pojavilo Kje? že v pozni antiki, se pravi tam... Katera? Četrt Katarina. Katera? Ja, imena... Ja, daj mi povej zgodovinski lik, jaz se je ne spomnim. Žensko ime, ne? Ja, recimo Sinajsko. No, bomo to zadevo pogledali, evo, ne trdim, ne, jaz sem pač vam zdaj svoje izhodišče povedal, ne, ja. Pa že spet bi verjetno mogli pogledati, kako se je zapisala Katarina kot takšna. Jaz mislim, da je dobra podlaga, to se pravi, da je vsem bila ta Katarina pripadnica Katarije, ne. Je toliko momentov, ki kažejo na to, da bi bilo to poimenovanje lahko na ta način izvedeno, da... Poglejmo še Mateja, pa imamo problem. Matej? Mateja. Jaz pravim, da to so Mateji in tako naprej po že spet iz našega izhodišča materin. Tako kot Tatjana je očetova, tatova, ne? To se pravi, to je iz mojega zornega kota. Daša? Ne vem, mogoče iz duše, ampak to, recimo, evo, sem zdajle takole vrl. Kaj pa Iza? Isis, ja. Velika boginja Mati. Tako, ja. Ne lahko odprli. Naša Božja Mati. Ne, v osnovi je to mlad. Mlad, močan, čin. Ajda? Hajden, ne, po nemško pogan. Ja, tukaj se je potem. Tudi žito kot takšno je bila od Turkov, ne, ki so bili neverci, zato se je pač Čehi pravijo pohanka, ne. Kaj pa Alja? Arija? Alja. Aleksandra, ne? Aha. Možno. Ja, kako je Ajda z Ajdi povezana? Ajda? Ajdi, pogani. Pogani, tako, ja. Iz nemščine prihaja to, ne. Hajdi. Ja. Ajdi je, to je že starinsko. To je potem pa Ajda kot takšna, vse veste, glas H ne znajo vsi izgovarjati. Tudi kot G tudi ne znajo vsi izgovarjati. Naši primorci imajo z G-jem velike probleme, ne. Ja. To večkrat, že spet ena stvar, ne. Odkot je Oru dobil svoje ime? Zdaj sem vam skoraj že vse povedal, ker sem vam dva glasova izdal, ne. Ja. Je Goru, ne. Ptica iz gora. Ja. Ne. Ampak, kjer se glas slabo izgovarja, so ga verjetno čisto enostavno preslišali in so ga nekaj izgovarjati, tako da je potem Orov rado samo. Izidol izvira tudi od Isis. Isis, ja, tako je. Je Izidindar, dobesedno. Izidindar, ja. Kaj bo potem Hajder, ki je nemški? Hajder? Ja. Najdemo ga pa tudi v relaciji. Možno, to se velikrat dogaja. Ja. Moje mir El Gaddafi ne je moj mir Gaddafi, ne, če... Ja, vi se smete, ampak to je res, ne. Ja. Ker vandali gredo, ne. Kdo pa so vandali?
To je novo vprašanje. Ne? Njihov prvi kralj, ki je pač pred Rimom, sam ali Marko, ki je pred Rimom, stoji in napade Rim, sicer ga potem v bitki premagajo, se imenuje Radegost. Ne? Čigav ime je Radegost? To lahko sami pač že spet presodite. A veste, zanimivo se zelo zanimivo piše, ne? Kar bi bilo po naše, to se pravi, nekako se veže na Slovane, se čisto enostavno presliš. Radegosta se presliš, čeprav je bil ta glaven kralj vandalski v Rimu, in se potem šele ta drugega navaja. Zdaj se ne spomnim njegovega imena. Almarik. Kako? Almarik. Almarik, ja. Alterik. No, drugač pa Gaddafi je bil berber, on je bil arabiziran berber, on ni bil berber. Dobro, Marko, to je pač njegova stara mama, ne, je bila pa direkt z Dolenskega doma. V zvezi z Zajti je mogoče malo problematično, zato ker te trdnjave staroselcev ali pa naših prednikov srednjeveške trdnjave so se nekako imenovale tabori. Medtem, ajde ne bili pa še predrimskega izvora in vprašanje, če je to to so zanimive stvari, ne? Ja. Lahko je, se strinjaš, vse s takšnimi zadevami se strinjam. Jaz sem pač zdaj to, kar je najbolj prisotno. Recimo starinska naselja se imenuje Hajdina. Se pravi, v knjigi sem jaz nekatere stvari zapisal. Tudi zapisal sem, da mogoče pri marsikateri stvar nimam prav. Ampak sem se pa saj lotil, pa bomo jutrišnji dan skupaj prišli potem mogoče do bolj prave resnice, kot je danes tale moje. Ja. Jaz vam bom še o Sokolu, Andrej me je pozval, jaz vam bom za konc povedal zgodbo o Sokolu. Takole gre. Kot veste, da je naš star bog, Svarog, vrhovni bog, se izredno rad utelešal tudi v različnih živalih. Med drugim tudi ptica je bila tista, v kateri se je rad v telesu. In tako je ta ptica enega lepega dneva letela v goro in v tej gori je utrgala sveto rastlino. Jo padela v klun, v klunu je preko neba letela in je videla potem pod eno lipo je pa naš svečenik star spal. Je zaskovikala, iz kluna je padla sveta rastlina, ravno svečeniku v naročje. Svečenik je videl v tem božje znamenje in je rekel, iz te rastline bom zvaril pijačo nesmrtnosti. Kot veste, si človeštvo kot takšno prizadeva od vekomaj, da bi to zvarilo. Tako imamo tudi različna poimenovanja, recimo pri nekaterih se imenuje ta pijača ambrozija, pri drugih se že spet imenuje nektar, če bomo šli v Iran, bodo ji rekli haoma, v Indiji bodo rekli soma, pri nas Slovanih se je pa ta pijača imenovala, mogoče kdo ve? Tako? Ja, ampak že pol posledice. Ja. Na samem začetku se je pa ta pijača imenovala sok. Ja. Vse veste, imamo priimek Ambrožič in imamo priimek tudi sok. Le zakaj bi se nekdo sok pisal? Iz istega razloga kot nekdo Ambrožič. Sam pač, tako kot je pač Amadeo, pa Filip, pa Ljubov. Skratka, že spet so to tri imena, ki se pač dajo, to se pravi, so ekvivalenti. Ne? Tako da tisti, ki pač se pri nas sok pišejo, se pišejo iz te stare duhovne osnove naših prednikov. Ptica, ki je letela v goro, se imenuje pa Sokol, tako je, ne? Ja. Samo še eno stvar moramo zdaj ugotoviti, zakaj se gre, pa s tisto rastlino. Rastlina je bila pa hmelj. Ja, in jaz pa zdaj vabim tamle, veste, kakšna pijača se iz hmelja vari, ne? Zdaj vas, ali pa mogoče, če je še kakšno vprašanje, dajmo tako, no, dajmo še kakšno vprašanje, ampak potem vas pa tamle na pivo, Volk Turjaški vabim, da probamo to pijačo nesmrtnosti. Ja, kar vprašaj. Lahko še enkrat prosim, da zložite Borjanu, kdo to pride? To so se spomnili ukrajinski in ruski pisci in sicer so to hiperborejci. Hiperborejci so tisti, ki živijo za severnim vetrom. Burja pa veste, burja je severni veter, jo v vseh slovanskih jezikih že spet enako imenujemo. In borejani so tisti, ki živijo za tem severnim vetrom. So burjevci, bi lahko jim tudi rekli. Ker govori eno pleme Irkutsk, Burjati. Burjati, ampak evo, to je pa podobnost, ki nima veze z tem. Ja. V njihovem jeziku bi mogli pogledati, v burjatskem jeziku, kaj pomeni. Ja, jih poznamo. Ja.
Tukaj še. Moram nekaj komentirati, ne, te našo knjigo berem. Ja. In 3 stvari so me kar prozirane. Prva stvar je že tam, ko pišete na zadnji strani, ne, kdaj se je začelo slovanska mitologija, da so tudi naši detki in babice pred 1600 leti, ne, imeli svoje detke in babice, ne. Te so pa itak prenašalci mitov, poleg svečenikov in kot je učil Pocov, ne. To, kar se je zdaj kar pozabilo, ne. Ja. Drug vašem pristopu je to, da zgodovino se odmikate od te uradne zgodovine. Ne imate pogum, da jo komentirate drugačne, ker zgodovino slišajo zmagovalci, ne? Tako kot vso znanost obvladajo elite, ne? Za svoj namen, ne? Ja. In tretja stvar, ki mi je bilo všeč, da tam te niste vedeli, da smo rešiti napisati tega pa ne vem. Ja. Velik ne ve. Ja, to, kar še v nobeni znanstveni knjigi, ne? Priznam, da sem vse pa prebral, ampak ne to ne znam. Ampak mislim, da je treba to zapisati, ja? Ja, človek mora imeti distanco do samega sebe. Hvala za komentar. Torej, obstaja nek slovenski panteon. Ja, seveda. Je tudi tukaj noter v knjigi napisan. Za merilo je vzeto, to se pravi, tisti bogovi, ki so tukaj navedeni, imajo svojo podlago v toponimu, v osebnem imenu, hidronimu, v neki bajki in tako naprej. To je v bistvu slovanski panteon. Tako, ja. Ampak z to razliko, ne, da je prisoten v Sloveniji. Ker imaš nekatere bogove, ki jih imamo pri Rusih, kaj s tem, jaz se ne bom spomnil iz glave, ne, ki jih jaz tukaj noter nisem dal. Pa pravite, da so Slovenci pa Slovani isto, ali kaj? To pa ne. To me pa ne napačno razumem. Ja. Ne, to je prva zadeva. S Hiperborejo je itak vezan, da je Hyper, je daleč, Boreja je na severu. Ja. So te dolgo poznali, lahko tam v Baljskem morju najdete neke zanimive artefakte, ker jih na Google več ni, ker so pobrisali, kako bi rekel, mreže dol. Ja. Če bi to pred 10 ali pa 15 leti gledali, bi bilo, kako bi rekel, potem je to v bistvu, da se ne da dobiti z, kako bi rekel, mreže. Ja. Druga zadeva, ki je vezana, ne, Sloveniji je umetan pojem, ki nastal šele po letu 1848, ko da pomlad narodov. Morali bi pogledati Ceka, Dubrovska, postale, bi ugotovili, kaj je zgodovina. Slovenci je imeli za skupnost plemen, če bi ima za to igro. Kaj pa Urbini ili Regno di Slavi? Ja. Mislim, ni mogoče reči, da prej ni obstajala zavesto pač skupnosti Slovanov. Rusi se v srednjem veku niso smatrali Moskoviti oziroma Moskovčani se... Urbini tam piše o Moskovitih, o Poljakih, o Bohemih, o Srbih, o Karantancih, o Hrvatih, skratka o vseh narodih, ki še danes veljajo za slovanske. Slavi so ta beseda slavi, ne? Slavi za naš ne pomeni od 19. stoletja naprej, pa praktično pomeni Italijani so slavi uporabili za poimenovanje Slovencev. In imaš tudi Slavija, Beneta, to niso beneški Slovani, to so beneški Slovani. Poimenovanje Polka. Po tej logiki so kaj, da so Moskoviti Slovenci. Lejte, če smo čist natančni, ne? Ime Slovenci so prevzeli tudi za vse ostale sorodne jezike. Tudi v antičnem času, ne? Tudi v antičnem času so 3 imena za ljudstva, ki so si sorodna. So Veneti, Slovani in Antija. Ampak jezikovna sorodnost kaže na etnično sorodnost, na skupni etnični. Tako, ja. Ki se je, verjetno ta etnogeneza je trajala tisočletja. Ampak če greste nazaj gledati, pa ste ugotovili, da se pred Ruriki je nekdo ustanovil mesto Novgorod, novi grad. Tako je. Torej se ve, da so prišli iz Slovaške, pred Slovaške se pa ve, da so prišli iz tega prostora. Jaz bi pa prej rekel, da so prišli iz Slovenije. Ja. A veste, zanimivo je, ko mi Rusi pridejo tudi dol na Strugo pa na Otočec, in rečem, 2 zanimive stvari imamo z vami skupaj, še posebej z Novgorodci. Ne? To sta 2 besede. To je čupa, ki jo imajo tudi tam, in pa druga beseda, oni imajo tudi marov, ki jih imamo mi tukaj. Ne?
In Marof je recimo še ena od stvari, ki se poleg tistih tičnic, ki sem jih prej omenil, pa Trebenikov, pa Cerkev in tako naprej, vedno znova zraven Gradič pojavlja. In v Novgorodu imajo tudi ta Marof in do nedavnega niso vedeli, kaj ne bi ta Marof pomenil. Ja. Tudi mi ta trenutek zdaj še ne vemo. Sumem pa, da je Marof čisto enostavno hof kot takšen, ki ni nemška beseda, ampak je beseda staroselcev, ki so pač tukaj živeli, pa če jih imenujemo Ileri ali Kelti ali kakorkoli, pa če že hočemo, ali pa Slovani, Slovenci, nima veze. Mars je pa bog vojne in je bil to čisto enostavno dvorišče, kjer se je vojska v določenem trenutku zbrala in je šla potem pač na svojo pot, kamor je pač že mogla iti. To pač je ena od možnih razlag, ki bi bila. Ni pa nujno, da je pravdivno. Kako bo razumeš Ilere? Ilere? Ileri so sestavni del v etnogenezi Slovanov. To spomembno. To, da bi bili Albanci, daleč od tega. Sam njihovo busko pogledajte pa Albancih, pa boste videli, da pridejo iz Kavkaza. To je čisto sigurno. Albanci so kavkaško ljudstvo. Azerbejdžana, stari Azerbejdžan. V prvem tisočletju pred našim štetjem obstajala Albanija. Seveda je obstajala, tako. To je pa, se imaš kup teh, veš, faktov, ki pač govorijo. Če faco pogledaš, nekatere so tudi malo neevropskega videza. A bi lahko poveste, kje so dva glavna prvina pa v Albaniji? Ne vem, nisem specializal za Albanci. To so res, kaj pa gege? Tovske pa gege, ja. Kjeri so pa Ilirske predvora? Mislim, da nobeni. Oski so. Oski? Seveda. Ste jim nam povedali, da so jih pol Kasliotici, itak ima glavni Skender Bekar, pa Aleksandar Kasliotic je bil, kako bi rekel, pripadnik, je bil vidite, se je pristopil pol v Islam, pristopil njihov glavni in vemo, da je črnogorskega izvora. Ampak vse to sploh ni pomembno, jer so take lukne v zgodovini, da je težko nekrat čisto povedati, zdaj pa se sploh gre v tem prostoru. In bili so staroselci, ampak bi mogel... Kateri je ultimativen dokaz, ne, da današnji Albanci nimajo nič skupnega z Iliri. Iliri so bili, kot je splošno znano, eminentno pomorsko ljudstvo. Ne se vemo, kraljica Teuta, pa pomorske bitke zoper Ljubljano. V današnji albanščini je pa celotno pomorsko in ribiško izrazoslovje prevzeto iz slovanskih jezikov, iz grščine in iz italskih jezikov, zlasti latinščine. Ni možnosti, ja. Zero, da so oni... V bistvu so Albanci v zgodovini šele v konc 13. začetek 14. stoletja prvič omenjeni spravisno. Isto kot Romuni. V tem času pa seveda tudi se začnejo Turki širati, Bizantinsko cesarstvo praktično do takrat čisto izrinjeno. In zaradi tega jaz verjamem, da so tisti govoreči v Bizantinskem cesarstvu, latinsko govoreči, da so se premaknili na stran, varno stran Donave. In zaradi tega se je takrat romunščina razširila, čeprav je pa slovanščina praktično še do Oslo, ali pa slovenščina še do 18. stoletja bila pisni in verski jezik današnje Romunije. To pa ni slučajno. Romuni niso vladajoči, oziroma niso imeli nobenega fakta. Romunščina je čist umeten jezik, to se je umetno latiniziralo. Če melodiko poslušate, ne, tako da bi Ukrajinca poslušal. Jaz doskrat, recimo, kako naletim, ne, prisluhnem pa si rečem, aha, Ukrajinc, a pa vidiš, da pa pač po besede pa niso pravijo. Romunija, tako da praktično so izpulsa, je bila eksterminacija prebivalstva, pa dakov, da ne mogo govoriti, in so pa imeli vojaško postojanstvo. Kaj so bili pa potem stari Dačani? Dačani? Tračani. Tračani tudi, jaz to štejem za važen etnogenetski element pri formiranju Slovanov. No, definitivno so bili indoevropejci, ne, so bili ravno... A veste, ne vem, če ste se kdaj lotili čitati, recimo, že Prokopija, če ga čitate v originalu, ne. Tam so stvari zelo zanimive, ki se tudi ne napišejo. Raven Vendale, ki sem jih prej omenil, ne. Prokopij zelo natančno napiše, kdo so bili ti Vandali. Pravi, ko pridejo iz severa, jih je bilo, mislim, da jih je bilo 30 000, tako pač ono oceno, da. Potem po bojih in tako naprej, ko pridejo na Apeninski polotok, jih je bilo samo še 18 000.
Celotno ljudstvo je pa štelo, mislim, da je tam okoli 65,000. In on potem natančno pove, kdo so bili. To se pravi, pridružili so se jim pa še vsi tisti Kelti, ki so bili na tistem prostoru, pa še Ilere, mislim, da zraven prišteje in tako naprej. To se pravi, vandali kot takšni za tem imenom so zajemali recimo 1/5 tistega ljudstva, ki se imenuje vandalsko ljudstvo. Ja, Matjaž, kdo so bili pa po tvoje potem Goti? Goti? Goti so bili po mojem mnenju Kelti. Kelti? Ja, jaz mislim, da so jih Rimljani čisto enostavno naščuvali nekje iz tega panonskega prostora, da gredo za njih osvajati kaj gor na severno obale Črnega morja. Oni imajo eminentno germanski vokabular. Daj mi kakšno ime njihovih kraljev pove. Niti eno ni germansko. Romuald, recimo, ja. Ja. Jaz sem prvič oglasil, ja. Jaz sem zasebni raziskovalec. Tako, dajmo zaključiti z Vandali. Vandali so bili slovenetsko pleme, nič ni germanskega, zelo težko. Zdaj pa takole povedal. Jaz sem stare knjige bral, 400 let stare Gottfriedova kronika, gledajte, tam je še pisati po resnici. Vendi pa vzhodni Goti so skupaj šli v 5. stoletju, pred Vandali v Španijo, za njimi pridejo Vandali, pa potem, ker jih je bilo še več, ker jih je več prišlo, kot Vendov, pa Gotov skupaj, so pol ustanovili Vandalsko kraljestvo v Španiji, potem grejo pa čez Gibraltar, pa po uni strani, pa Kartageno. No. To glede Vandalov, pa še kaj drugega. Recimo, da ti to povem, da ti bom pomagal pri Hiperborejcih, ni treba njih omenjati Hiperborejce, da je bilo blagostanje, ampak na otoku Rujen, naš otok je zdaj pod Nemčijo spada, Rujen otok, Rujen pomeni še na koncu spimo še deci rujnega ali pa vino, se pravi zlato vino. To je bil zlato otok, največje svetišče vensko je bilo uničeno tam v 13. stoletju ali tam nekje od danskega kralja, ki je imel slovenetsko ime, Arkona se imenovalo, to mesto je bilo popolnoma uničeno, Sventovida, naš poganski tempelj so do konca zrušen in tako dalje. In tam je bilo zapisano za ta otok Rujen, da ne bo treba Hiperborejcev jemati, da je bilo to blagostanje, da ni bilo na tem otoku ne reveža, pa ne berača. Ja. Tako, vse pravim, to se tisto, kar sem že prej rekel. Dost antičnih, pa tudi potem srednjeveških avtorjev pripoveduje o ustroju te družbe. Tako da socialno se da iz katerih verov kar dobre rekonstrukcije narediti. Tudi iz Rigvede v končni. Ja, če se vrnemo Gotom, ja. Dejstvo je, da po rimskih verih, recimo, številni Goti so živeli severno od Črnega morja. Ja. Goti stajajo iz Gota. Goti so znali različne imena za gostov, tematike, ki so Goti stajajo. Jaz mislim, da Goti ime dobesedno pomeni goveda. Ja. Zakaj to, je pa že spet dolga zgodba, bi bom jo mogel temeljevati za sičnimi avtorji, ki zdaj pač čisto enostavno v srajšno pivo vabam. Pri teh ljudstvih je pravzaprav neumestno govoriti o kakšni narodni identiteti, zato tako je, tudi politični pojem. Ja, tako. Langobardi so čisto v tem številu prišli in bolj, ko se pomikali, cilgo večjih je bilo. Ja, sprejemali Slovani in druga ljudstva med sebe. Je bil to... V srednji jezik pa je bil Langobarci. Ja. Oni so bili v srednjem... Če to je vprašanje, se lepo vidi, kako ljudstvo potuje po Evropi in čisto enostavno tudi prevzemajo imena okoliša, kjer se nahajajo. Osnovni jezik je nekak germanski, nemški, recimo sledi, verjetno pa zmešanim besedami. Zanima me, kam tu spada vinčanska kultura? Vinčanska? Ja, vinčanska po mojem mnenju medborejansko. Ja, staroselci so bili velike, če pred Slovenci razpravljali. Jaz to prvo omenil, so večkrat zmorili, ampak kdo so pa bili staroselci, Alijazi in tukaj. Večkrat se je premešala in isto in isto. Ja, kako so menjali, ki so staroselci bili, pa so bili ravno Jaz sem predlagam, da klepetate še v pivo. Ja, hvala lepo.